Čas je za nogomet. Sliko smo v Ajdovščini, kjer se bo kmalu začela prva tekma 21. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku Ajdovščina se bodo pomerili nogometaši domačega Primorja in Brava. Ne eni, ne drugi pa v tem koledarskem letu še niso iztržili pozitivnega rezultata. Tako da verjamem, da so tako Ljubljančani kot tudi Ajdovci pod precejšnjim pritiskom. Poglejmo si, kaj se bo vse dogajalo v tem 21. krogu. 4 tekme seveda na sporedu. Prva med Primorjem in Bravom. Maki Banjaku, dobra podaja za Jona Ficka. Jon Ficko in gol! Primorje vodi z 1:0, 7. minuta. Jon Ficko do prvenca v prvi slovenski nogometni ligi. Napadalno produktivnejši so bili od prve minute varovanci Milana Anđelkovića in hitro so poiskali razpoko v obrambi Šiškarjev. Sinovi Burje do super pomembnega gola. Bravo je recimo v tej sezoni zgolj 4-krat ohranil nedotaknjeno mrežo, manj od pričakovanj. Jovanović! Sandro Jovanović! Kakšen gol! 29. minuta, Primorje vodi z 2:0. Prvič po letu 2024 Sandro Jovanović v polno v prvi ligi v obdobju, ko je nosil dres Kopra in niti enkrat meril polno. Fantastičen projektil, Primorje zdaj do otipljive prednosti. Korak, Murillo, lepo Roger Murillo, krasno proti Zavniku, Matic Zavnik. Zavnik ima priložnost, 3:0 vodijo Ajdovci. Potaplja se barka Šiškarjev, Matic Zavnik do 3. gola v tej sezoni, do 5. skupno v tem tekmovanju. Ajdovci morda že zapijajo zadnji žebelj v ljubljansko krsto. Kakšen prvi polčas začeto Milana Anđelkovića. Pečar zdaj s prenosom na levo, poiskal je Jovana. Jovan strel z desnico, krasno Gašper Jovan. 3:1, žarek upanja za Šiškarje. Jubilejni 100. nastop v prvi slovenski nogometni ligi je Gašper Jovan oplemenitil z golom. V kontekstu vsega skupaj morda ta ne bo pretirano sladek, ampak verjamem, da bodo dobili nekaj zaleta zdaj varovanci Aleša Arnola. Ivanšek se je vključil naprej, Babula pred vrata, tole bo nevarno, Jovan in mimo vrat. S težav Ficko. Ficko, napaka Jona Ficka, ni potreboval tako tvegane igre Ficko. Sandi Nuhanović, Venust Babula, lepo Babula, tu je Stanković, Jakoslav Stanković in gol! 3:2, Bravo se vrača. Jon Ficko, strelec prvega gola, je vse skupaj zakuhal. Poteza, ki niti slučajno ni bila potrebna, na to pa res izvrstno Venust Babula, 7. asistenca srednja Afričana v tej sezoni. Samo Mario Kvesić je v tem pogledu pred njim. Ni prekrška, pa pravi Andžej Jerič, Babula gre po levi. Spreten in hiter je Babula, priložnost, to da zgrešil je Admir Bristrič. Pa mislim, da je celo sprejel napačno odločitev, slaba izvedba, Bravo do novega napada, odbija Banjak, toga napada, Stanković mimo, Jakoslav Stanković. Jakoslav Stanković, tretji poraz v tem koledarskem letu, zelo slab prvi polčas, v drugem pa ste precej popravili vtis, na koncu iskali gol za izenačenje. Kaj je zmanjkalo? Pa neč, jaz mislim, da se moramo zbrati, da moramo bolj delati na treningih, da moramo biti bolj skoncentrirani, posvečeni našim principom. Moramo dati več srca, preveč smo mehki na igrišču, preveč smo brezželjni za zmago, tako da, ko bomo to popravili, mislim, da bo vse šlo, kar mora iti. V igro ste vstopili pri rezultatu 3:0, na koncu ste se torej približali pozitivnemu rezultatu. Koliko vam to pomeni sploh ob upoštevanju dejstva, da prvih 3 tekem niste začeli?
Pa ne pomeni veliko, če bomo naslednjo tekmo spet šli tako slabo v tekmo. Se pravi, kot sem rekel, moramo dati glave skupaj, moramo si želeti zmage, moramo dati vse od sebe, kolikor lahko in edino tako lahko nekaj naredimo. V zadnji sekundi pravzaprav ste imeli priložnost za izenačenje, bi lahko žogo bolje zadeli. Lahko bi, ja, sam včasih se poklopi, včasih se ne poklopi, meni se danes ni poklopil, verjetno se bo kdaj drugič, nimaš kaj, gremo dalje. Sicer pa danes 2 jubileja za vas, 100. tekma za Bravo in 150. v prvi ligi. Kakšen občutek ob tem? Bilo bi boljše, če bi zmagali. Hvala. Milan Anđelković, iskrene čestitke za 5. prvenstveno zmago v tej sezoni. Samo pozitivni občutki ali tudi kaj negativnih, ker ste vseeno nasprotniku omogočili, da se vrne v tekmo? Ne, zaenkrat so pozitivni. Normalno jutri, ker bom malo pogledal v miru, bojo tudi kakšni negativni, ampak čestitke fantom, garajo in tudi danes so izgarali in samo pozitivno. Sicer pa kar pogumna poteza pri rezultatu 3-2. Igrali ste s 3 napadalci, kako to? Ja, imamo roster dober v napadu, še nekateri danes manjko, tako da hočemo delati pritisk na zadnjo njihovo linijo, hočemo biti agresivni in z tega vidika smo naredili tudi te menjave. 2 vaša varovanca sta tudi danes dosegla prvenec v dresu Primorja, Jon Ficko in Sandro Jovanović. Kako veseli ste za njo? Zelo upam, da bo tako prinesla na trening. Verjamem, da je to zelo lep dan za vas. Bo še lepši, če Aluminij danes premaga Muro? Pa res iskreno gledamo samo sebe, zdaj ne moramo vplivati na to tekmo, lahko vplivamo na našo in na to smo fokusirani. Najlepša hvala. Jon Ficko, iskrene čestitke za zmago. Verjamem, da je še toliko bolj posebna, ker ste imeli pomembno besedo pri njej tudi vi s svojim prvim golom v prvi ligi. Ja, res je. Danes sem zadel svoj prvenec, ampak sem veliko bolj srečen za to ekipno zmago, ker trenutno nam točke res veliko pomenijo. Smo bili v neki rezultatski krizi in dolgo si želimo to zmago in mislim, da smo si jo danes res zaslužili. Gol je pa še ena taka češnja na vrhu torte. Popeljite nas skozi zadnjo fazo tekme. Kako nervozno ste se branili? Ja, zadnja faza tekme je bila kar nervozna. Bravo nas je dobro stisnil. Mi smo bili že malo utrujeni, ker smo veliko energije porabili v prvem polčasu. Tako da ja, bilo je živčno na igrišču in na klopi, ampak hvala Bogu nam je uspel pripeljati tekmo mirno do konca. Mislim, ne glih mirno, ampak zanesljivo do konca. Hvala in še enkrat čestitke za prvenec. Aleš Arnol, podobno nekako kot na Bonifiki, tekma 2 različnih polčasov, znova slab vstop. Koliko zadovoljnejši ste zaradi boljše podobe v nadaljevanju? Ja, podobno lahko rečemo, ampak če smo na Bonifiki lahko rekli, da smo zasluženo izgubili, pa danes v bistvu smo si zaslužili vsaj ta remi, ker v drugem polčasu smo ustvarili ogromno. Kljub temu, da smo zaostali s 3-0, smo ustvarili za dosežiti vsaj izenačujoč zadetek. Dejstvo pa je, da ni upravičila za prvi polčas, za mene kot trenerja ni upravičila, ker preprosto mentalni pristop k tekmi, mi smo prijeli 3 neizigrane zadetke, prejeli smo 3 zadetke v situacijah, kjer smo nasprotnika v prvem preprosto spustili, da je z druge linije stekel v gol, da smo ob prekinitvi 4-1 tako slabo kontrolirali igralca, da se je s prehodom, iz katerega je prišlo do prekinitve, iz katere smo prijeli gol, in ob tretji praktično en igralec mimo 3 naših, ker nismo dobili duela, tako da mi se tega zavedamo. Jaz sem vesel reakcije v polčasu, ker gledali smo Bravo, ki smo ga gledali v preteklosti, gledali smo Bravo, ki si želi, videli smo igralce, ki so res dali svoj maksimum v tem drugem polčasu in morda sem zato malce razočaran, da nismo izenačili, ker mislim, da bi si to zaslužili. Zanimiva poteza z vaše strani v drugem polčasu. Nekako se je težko zamisliti taktično idejo, ki ne bi zajemala Martina Pečarja, ampak dejansko se nekako zdi, da ste zadeli v polno. Napadalni mehanizmi so res dobro stekli v zadnji fazi tekme. Ja, Martina ne bi nikoli zamenjal, če ne bi vedel, da sta za njim 2 tekmi skoraj po 90 minut in da je v bistvu sigurno igralec, ki rab dovolj svežine. Tukaj je bil že plan, da bomo z njim in
da bomo z njimi in Zadmirjem v bistvu pokontrolirali tekmo. Je pa res tudi dejstvo, da smo tako pogosto prihajali v 16-metrski prostor, da smo si želeli imeti čistega napadalca v tem položaju, ki bo prvi, tako da smo sprejeli to odločitev. Tudi on je prišel v dve izjemno lepi priložnosti, enkrat z glavo, ker mu je žoga zdrsnila, drugič praktično 1-1 situacijo. Tako da nažalost nismo zadeli, ampak tako, kot sem rekel, naj bo to opozorilo, ker kot sem že večkrat ponovil, da ta liga je izredno izenačena in ekipa, ki ne premore dovolj naboja, ki ni dovolj skoncentrirana, ki ni pripravljena iti za vsako žogo, pa naj si bo katerakoli, bo redno izgubljala točke. Tretji zaporedni poraz na koncu dneva. Ali potrebuje Bravo za to, da bi držal stik z mesti, ki vodijo Evropo, tudi kakšno okrepitev? Ja, glejte, to, kar smo že večkrat ponovili, to, da smo zadnje 3 leta izredno blizu tekmovanjem v Evropi, ni planska stvar, je nekaj, kar smo uspeli doseči. To vsekakor ne govori o našem proračunu, o naših zmožnostih v širini kadra, to je nekaj, kar smo uspeli doseči na igrišču. Tudi zdaj smo se kot razvojni klub, jaz mislim, da pravilno odločili, da smo 3 mladim igralcem ponudili in pa omogočili pot naprej. Igrajo v izredno močnih ligah, storili so velike korake naprej. Seveda to pri nas nam prinese določene probleme. Jaz upam, da v tem tednu uspemo dobiti še nekaj ukrepitev, da dobimo v igro še nekaj več širine in določene kvalitete, ki jih ponujamo, zato da bomo v bistvu lahko nadaljevali v takem ritmu, kot smo gledali v drugem polčasu. Najlepša hvala.